Mi smo z leti pač šli v neko malo drugačno ponudbo, kot je bila takrat, ko smo začeli. Mi smo se prav usmerili zdaj v meso. In meso in v predjedi, sladice svoje delamo vse sami. Od suhih izdelkov do sladic, nobene stvari ne kupimo. In tle mislim, da smo uspeli, dokaj uspeli, kolikor se da, pač s trgom, kakšen je. In mene zanima samo še dobra surovina, spravi korak nazaj v kulinariki, kvalitetna roba, čim krajša pot te robe in čim krajša pot iz štedilnika do gosta. Slovenska kulinarika je ena od boljših kulinarik na svetu. To se moramo zavedati. Tisto, kar so kuhale naše mame, bi danes z veseljem uporabila vsaka Michelinova zvezdica lahko. Seveda je reprezentirano malo drugače, na drugem krožniku, z drugo količino, ampak se nimamo nečesa sramovati. Halo? Ja, pozdravljeni, ja. A če bi vodil prireditev Moja dežela lepa in gostoljubna? Ja, z veseljem, ja. Z jajci seveda, ja. Ja, ne. Ne z jajci, kulinarika je rdeča nit, ja, seveda, ja. Kaj? Zakaj? Ja, da vi sam na hrano pomislite, pa ste za kilo težji. Ja, saj zastopam. Ja. Da ste na 3 dietah, ker od ene niste siti. Ja, to tudi zastopam, ja. Pa da zavračate teorijo, da okolje oblikuje človeka. Ja, se strinjam. Jaz tudi mislim, da je to hladilnik, ja. Hladilnik oblikuje človeka. Ja, seveda. Bom, ni problema. Ok, čau. Prav, da je že vse probala, da bi shujšala. Ja, mogoče pa ne bi smela vsega probati, ne? Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kjer najtiše, lepši je svet, kjer lepše je kot doma. Se s hribom daljave zastrem, lepoto dolin gora, daljavi še modro morje uzrem, ki lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče tu, kot le doma, le doma. Ole! Še oblačiti, prehodil že vrsti svet, je takšna dežela še kje, kot tule, kjer smo doma. Je vetrič daljavi zapel, preletel je prek sveta in takšnih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija.
Lenka! Janez, 4. Odkot lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, ja, naj tebi pesem poje, ne išči sreče v drugu kot le doma. Medvode, odkot dobrote tvoje, ne išči hrane drugod kot le doma. Še čevapčiči so prepepit boljš kot, ja no, takle imamo, no. Namest pred polno dvorano so pa tele muskontarji peli pred prazno dvorano, a ne. Jaz sem točen vedel, da je en hakelc, a veš, da so mi končno dovolili voditi tole prireditev, a veš, tale korona, že te drug let brez futra na konc, pa prazna dvorana. A ja, smo že not! Lepo pozdravljeni na zaključni prireditvi naše medvoške akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna. O njej zdaj že veliko vem, sem se dal podučiti. Ampak še več pa ve Vanja Lučniškar, predsednica Turistične zveze Medvode. Lepo pozdravljeni v imenu Turistične zveze Medvode. Lahko rečem, da sem vesela, da napovem na zaključno prireditev 25. Moja dežela, lepa in gostoljubna. V bistvu po vzgledu Turistične zveze Slovenije smo se v Medvodah odločili, da začnemo s to akcijo in še do danes nam ni zmanjkalo, bi rekla, novih, lepih koncev po Medvodah. Ljudje se resnično trudimo, vsi skupaj, da nam Medvode izgledajo lepo in urejeno. V želji, da še nadaljujemo s to akcijo čim dlje, najmanj pa saj še 25 let, bi se pravzaprav rada tukaj na tem mestu zahvalila vsem, ki nam pri tej akciji pomagajo. Kot prvo županu našemu, se pravi celotni občinski upravi, ki je sigurno zaslužna za to, da nam projekt uspeva vsako leto sproti. Vsem turističnim društvom, prostovoljcem, ki se tukaj na tem mestu zdaj v bistvu nekako moramo se držati nekih pravil in se ne udeležujemo določenih projektov, vendar pa, če pa gledamo to akcijo Moja dežela, lepa in gostoljubna, pa temu ni tako. Prvo, v spomladanskem času pripravimo celoten projekt, razpišemo vse termine in potem na koncu nam uspe zbrati kar lepo število. Moram reči, da ni se zgodilo še niti enkrat v vseh teh 25 letih, da ne bi bilo število vseh teh, ki se potegujejo za najlepše od najlepših. V bistvu je številka vedno dovolj velika in jaz mislim, da nam tega ne bo zmanjkalo. Rada bi še povedala, da nikoli ne bi mogla opraviti naloge projekta izpeljati tako, kot se zagre, če za tem ne bi stala komisija, ki je kompetentna in v bistvu opravi največji delež. Hvala tudi javnemu zavodu Sotočje, ker brez javnega zavoda Sotočje tudi te zaključne prireditve v kakršnikoli obliki ne bi bilo. Hvala televiziji Medvode, ki nas spremlja že celih 25 let in moram reči, da upam, da se bomo tako še lahko naprej dogovarjali za razne oblike predstavitve tega projekta.
Želim vam, da ostanete zdravi v teh čudnih časih in da se naslednje leto vidimo v živo. A nisem jaz tele gospe že nekje videl? Kako že Marješka Pehta? Ja. Lej, ti turistični delavci so vsi po vrsten mal razcepljene osebnosti. Koliko takih sem jaz srečal v zadnjih 2 letih, odkar sem več tlele v Medvodah. A jaz smo že not? Kuham pa pečen. Ne, mislim. Lej, nekaj let nazaj sem uletel na ta veliko prireditev, ta slovensko, moja dežela lepa in gostoljubna. Moram priznati, da se je kar dobro jedel. In pred 2 letoma pa v bistvu tudi na tole Medvoško. Kaj praviš? Da smo že kje? V etru? Etru za omamljanje, več prednjih. A ne. Aha, ok, pardon. Skratka, 2 leti sem dodobra spoznaval vašo kuhinjo, mislim občino, in predlagam sledeče. Če je Slovenija kulinarična destinacija Evrope, mora biti občina Medvode oziroma mora postati kulinarična destinacija Slovenije. Naj navedem samo nekaj razlogov. Jože Oseli, Medvoščan, osebni kuhar in butler Josipa Broza Tita, pa kuhal je tudi za Elizabeth Taylor med drugim. Franci Jezeršek, živi v Medvodah, tudi on je kuhal Titu, Arafatu, Castru, no pa tudi za Eurobasket, pa žena njegova tudi potico za papeža, ok. Mojca Trnovec, članica komisije Mali šef Slovenije. Luka Jezeršek, član komisije Masterchef Slovenije. Nik in Nika, zmagovalca 2. sezone Malega šefa. Pa morda tudi zmagovalec Masterchef Slovenije 2022. Skratka, gospod župan, kdo pa vam kaj zakuha oziroma kuha? Skratka, kako pa kaj vaša kuhinja? No, beseda je vaša, župan občine Medvode, Nejc Smole. Ja, en lep pozdrav. Najprej pozdrav seveda Poldetu iz moje strani in da odgovorim na njegovo vprašanje. Nekateri so za kuho, nekateri smo pa za mizo. In pri meni vprašanje, kdo pri meni kuha, je bolj vprašanje, če ga naslavlja kdo name, je zelo jasno vidno, da jaz sem predvsem na strani mize, torej tam, kjer jem. In v tem času covida je najbrž kar nekaj ljudi, tudi naših občanov, še dodatno poglabljalo svoje znanje iz kuhe, no, nekateri smo v času trajanja te epidemije pa predvsem veliko pojedli, kar se tudi vidi. Ampak šalo na stran, en lep pozdrav torej tudi v imenu občine Medvode, v mojem imenu, vsem, ki nas danes spremljate. Najprej dovolite ene kratke zahvale, čeprav se tile časi že kar vlečejo, pa vseeno so med nami še vedno tisti, ki jim volje ne zmanjka, zato iz tega mesta najprej iskrena zahvala naši turistični zvezi, njeni predsednici, javnemu zavodu Sotočje in naši lokalni televiziji. Brez vas bi tudi ta sicer tradicionalna, lahko rečemo že desetletja trajajoča prireditev gotovo ne ugledala luči sveta v tem času, v tej situaciji. Potem gre posebna zahvala tudi vsem tistim, ki so predlagali današnje nagrajence. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da v današnjem času zelo težko vidimo še kaj lepega. In vi, tisti, ki ste te predloge dali, ste v vaši okolici videli tiste, ki z urejenostjo, z urejanjem, z voljo do urejanja še posebej izstopajo, zato vam iskrena hvala. In seveda iskrene čestitke tudi vsem, ki ste prejemniki teh priznanj, ste nam svetal vzgled na področju urejanja naše okolice. Čisto na koncu mi dovolite le še to, da izrabim tole priložnost in zaželim vsem, da bi tale november minil kar se da hitro, da bi bil december tudi v okoliščinah, v katerih živimo, že lepši in da bi nam meseci po decembru, torej novo leto, prineslo kar največ upanja, kar največ sonca, kar največ rož in urejene okolice. Hvala. Gospod župan, če boste kandidirali, gospod župan, da postane občina Medvode kulinarična destinacija Slovenije, se kar name obrnite. Saj veste, znam tako besedo obračati, pa zrezke, da ziher 3-krat da. Zdaj pa sledi kantavtor Tomaž Hostnik s pesmijo Golaž. Veš, kaj bom pa jaz pogooglil, kva ima ta golaž z volitvam, da zmer na velik pišejo, da pa govorijo o nekem predvolilnem golažu. Veš, sem pozabil župana vprašati, kaj je s tem. Saj mislim, da bo nazaj prišel, no.
Ja. Podiziola va in pe, Gilad bule va in pe, Štir stroki česna va in pe, Ena kila guidne va in per, Engla žvinčka va in per. 40 gramov paradajzove mezge, pa in pi. Neč nam hudka ni bilo čas, gola stvarili smo na vas, na konci izbiri taki šlo, debel smo meh bliket mi so. Vadici vode, pa in pir, dva lavarjova lista, pa in pir, ena žlička soli, pa in pir, dva ščepca popra, pa in pir, par brinovih jagod, pa in pir. 30 gramov mliterniče paprike, pa in pir. Neč nam hudga ni bilo čas, gola stvarili smo na vas, na konci izbiri taki šlo, debel smo meh bliket mi so. Neč nam hudga ni bilo čas, gola stvarili smo na vas, na konci izbiri taki šlo, debel smo meh bliket mi so. Pa in pir, pa in pir. Zdaj gre pa končno zares, za podelitev priznanj. Spomladi je do vas, dragi gledalci, prišel apel Turistične zveze Medvode, da pogledate okrog sebe in predlagate dobitnike priznanj v posameznih kategorijah. Poleti pa je komisija v sestavi predsednik Jože Lučniškar in članice Saša Malenšek in Monika Mohar ter član Jure Galičič, ta je šele razcepljena osebnost, a ne? No, komisija je šla na teren in preverila vaše predloge, se tudi sama ozrla naokrog, preverila, ocenjevala, tuhtala in modrovala in sedaj so rezultati na dlani. No, ker so vladni ukrepi za zajezitev COVID-19 takšni kot so, ste že ugotovili, da sem pred prazno dvorano. Namesto, da bi dobitniki priznanj prišli po priznanja sami sem, so člani komisije odšli na teren in dobitnike priznanj obiskali. A veš, da to je pa danes tudi edina stvar, kjer me ni bilo zraven, pa ni bilo nobene kuhne v bistvu zraven, ne? No, sej mene tudi ne, a veš, pa so lepo rekli, da bom lahko šel z njimi, sem sestavil cel kup vprašanj za nagrajence, pa tudi cajno sem hotel s sabo vzeti, morebiti bi še kaj vzimence dobil za sabo, a ne? Ne slišim te, kva? Da smo že v etru, a ja. No, najprej dobitniki priznanj v kategoriji zasebne hiše pred letom 1956, pa potem tudi po letu 1956. Sedanje bivališče sester Sušnik je bilo nekoč gospodarsko poslopje in del domačije pri Knapču v Goričanah. Nekdanji kmetijski objekt na posestvu na robu vasi, tik ob gozdu, je danes z občutkom prenovljen v stanovanjski objekt za bivanje dveh družin. Iz spoštovanja do družinske dediščine sta se sestri premišljeno lotili prenove
in ohranili vse kvalitete starega objekta. Kljub temu, da je stavba prilagojena sodobnemu načinu življenja, objekt še zmeraj ohranja pripovednost in žlahtnost svoje preteklosti kot del domačije. Vse skupaj zaokroža velik, razprostran okrasni vrt, ki je lično urejen in vzdrževan. Ne gre zgolj za košnjo okrasne trate, temveč tudi za obrazovanje okrasnih grmovnic in negovanje ostalih rastlin. Stavba z vrtom je lahko v ponos in zgled. Družinska hiša Eržen Plavčak se nahaja v novem delu naselja v Goričanah in ima vse, kar imajo velike. Okolica je urejena in prilagojena življenju mlade aktivne družine. Kljub dinamičnemu življenju najdejo čas tudi za delo na svojem malem zelenjavnem vrtu ob hiši. Po napornem dnevu pa se lahko sprostijo na pokriti terasi, ki predstavlja zunanji dnevni prostor kot odprt podaljšek dnevne sobe in povezavo z lepo urejenim vrtom. Okoli družinske hiše je v vsakem letnem času obilico pisanega cvetja, ki spreminja barvo skladno z letnimi časi. Hiša zakoncev Grašic se nahaja v novem delu naselja v Goričanah. Skromno pritlično hišo za dva obdaja vzorno vzdrževana zelenica s skrbno načrtovanimi gredicami. Posamezne gredice, otočki sredi redno košene trate, so vedno skrbno opleti in okopani. Zelenico, ki zavzema večji del zemljišča, na eni strani zaključuje zelenjavni vrt, ki lastnikoma večji del leta zagotavlja samooskrbo. Družinska hiša na Godeki se nahaja v Zgornjih Pirničah, je umeščena ob rob gozda, ki ustvarja naravno kuliso za čudovito urejen vrt. Zemljišče s pisanim vrtom je nekoliko dvignjeno nad okolico in svojo lokacijo na rahli vzpetini še hitreje pritegne poglede mimo idočih sprehajalcev. Vrt bogati preplet več različnih sort vrtnic, ki so domiselno razporejene in vzorno negovane. Velik poudarek je na plezavih vrtnicah, ki obraščajo latnike. Lastnikom je uspelo na gradicah ustvariti sožitje raznobarvnih vrtnic in trajnic, za kar je potrebno veliko znanja in občutka za harmonijo barv in oblik. Na vrtu je kar nekaj prijetnih kotičkov za posedanje s prijatelji ali pa tudi za pobeg v samoto in umiritev misli po napornem dnevu. Poleg rastlin da velik pečat vrtu tudi premišljeno umeščena, lepo oblikovana in vzdrževana vrtna oprema. Človek sam na WC skoč, pa zamudi priložnost, da podeli vsaj eno priznanje ali pa da kaj vprašal. No. Jaz sem se spomnil, da sem vam pozabil povedati, da sem se jaz tele 2 leti intenzivno ukvarjal s turistično ponudbo Medvod. No in tako sem najprej porajtal, da je tale vaš zadnji promocijski film sicer čist fajn, v bistvu ful fajn, ne, ampak sem ga pa vseeno mogel malo prenoviti za tole današnjo priložnost. Mal žmohta sem dodal, no, dajmo pogledati. Jaz sem pa mehen žejen, pa bom tlela mečken pobral, pa bom tole sceno naščel. Če je en per 7 žemeljce, najbrž tole je naštrucal, dobro pa za zdajle. Kolesa nam ukradel, ker dal so mi kar 2. Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Colored trees, your yellow leaves move me. Dancing roofs, your painted red shakes the room. When I get there, I'll let my feet run.
govedna, divjačna pa svinina pa. Samo suverena, spontana priprava. Pa en kup zelenjave z domačega vrta pa. Ja, veliko ljubezni, pa dobre volje. Pa en kup začimb z vaškega vrta pa. Veliko truda, veliko ljubezni, dobre volje, pozitive. Pa ajdova kaša za zgostit pa. Aha, to je pa skrivnost. Na koncu je zmeraj tak izšlo, da bolj smo mehk bili kot meso. Winterland, you're my sailing ship. Guide me in when you head for your trip. Right out of this Spomin. straight toward the warm sun and into his hands. Out of this wicked black and into bright sand. Straight toward the warm sun and into his hands. I'll let my feet roll. I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get close. Halo, za kostanje pa še malo prezgodaj. Za krompirjev golaž je pa glih prav. Let me know when I get close. Zakva ne? Pa jaz sem se mislil samo meheno frišati, saj veš, ne moram... Pa ne, no. Winterland. Winterland, whisper in my ear, make my child. All disappear. Way on this wicked black, I feel the soft sand. Right under the warm sun in his hands. I'll let my feet roll. I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. When I get closer. Let me know when I get closer. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper, I will shout. Let me know when I get closer. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper. Vse glih tako kot za bograč pa. Pa potrpljenje je treba imeti, pa mešati je treba, pa mešati. Krompir pa vse ostalo tudi domač pa. Za meso sem ta glaven, drug pa ne vem. Pa 20 dek, kaj še? Na koncu je zmeraj tako šlo, da bolj smo mehk bili kot meso. Odvisno iz katerega kraja izhajamo, kaj bi rad, ampak mi smo danes na telečem in kuhamo telečjo obaro tako, ki je tlele bolj prepoznana. Hvalnica Bikcu Cvetkotu. Z njim je hotel pisati zgodovino, pa so pristali v hladilniku med ostalo drobovino. Bom drugače začel.
Dalo pa šlo. Dišeča, žmohtna, paroblin. Ko zagledam te, nisem prav nič fin. Pred mano tu si, vsa si mastna, okušam te. Zares si slastna. Slina tvoja, slastnost tvoja, to je moč kranjskega opoja. Ko zadnji kos okusim te, ne zdržim, hočem še. Odkar vem zate, klobasa draga, ni več druge, kranjska zmaga. Zasebna kapelica stoji na uvozu k njihovi hiši. Svojo lokacijo v poti nagovarja tudi druge mimoidoče in okolico. Novo zgrajena kapelica posnema tipične kapelice iz slovenskega gorskega okolja. Krasijo jo 4 Čamažarjeve freske. Proti Šmarni gori gleda Šmarnogorska Marija, proti podružnični cerkvi Svetega križa v Spodnjih Pirničah z Rekrižani, na preostalih 2 stranicah pa sta podobi Antona Padovanskega in nadangela Mihaela. Okolica kapelice je redno vzdrževana. Nova kapelica je dobrodošla popestritev kraja. Gostišče, ki je dvignjeno nad zeleno Zbirsko jezero, nudi obiskovalcu umirjen oddih in odmik od mestnega vrveža. Preko stopnic, ki jih ograjujejo s sezonskim cvetjem barvito zasajena korita, se vrt lokala po brežini prelije neposredno do obale jezera. Med sproščenim klepetom s prijatelji nas radovedno opazujejo oči belih labodov. Trajnostno oblikovane in okolju prijazne sedežne garniture iz recikliranih lesenih palet dopolnjujejo pisano zasajena cvetlična korita, ki so prav tako izdelana iz lesenih palet. Gostinski vrt v 2 nivojih je skrbno vzdrževan, očiščen in prijeten za druženje. Lokal je del kompleksnejšega objekta tržnice s prireditveno ploščadjo, zeliščnim vrtom in parkom v centru Medvod. Celotni kompleks je kvalitetno in estetsko oblikovan in v preteklosti tudi že nagrajen. Tako urejeno okolje nudi najemniku lokala odlične pogoje za uspešno delovanje in privabljanje gostov. Lokal je postal prijetno srečališče Medvodčanov in naključnih obiskovalcev, ki ob pitju kave uživajo ob dišečem pogledu na zeliščne stopnice in šumečo fontano. A se še spomnite, kako fenomenalen predlog sem dal na prireditvi pred 2 letoma okrog tele fontane na Medvoški tržnici, da bi ven čaj marješke pehte šprical, pozim pa, da ne vse skup zmrznal, bi pa še kakšnega takratkega dodal not. Kaj? A ja, alkohola ne smem propagirati alkohola, kakšen alkohol, samo sadju sem jaz govoril, ne? No, pela o sadju pa bo tudi zasedba 3/4 vokalne skupine Male malce, tako da sledi sadni predah. Zorijo breskvice, prelepe breskvice, zorijo breskvice, vse okrog in lepe deklice in bele bluzice. Vse okrog. Breskvice, prelepe breskvice, breskvice, vse okrog. In polne bluzice in lepe deklice. Oj, breskvice, vse okrog. Zato prepevam breskvice, poglejte breskvice, Kdor jih poskusil je za začaranje, kdor jih poskusil je za začaranje. Zorijo breskvice, zorijo breskvice, breskvice
breskvice, zorijo breskvice, a breskvice vse povsod. In lepe deklice, njih polne bluzice, lepe breskvice vse okrog. Zato prepevam breskvice, poglejte breskvice povsod. Kdor jih poskusil je za začaranje, Kdor jih poskusil je za začaranje. Zorijo breskvice, 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 zorijo breskvice, in deklice in bluzice, zorijo breskvice, vse okrog, vse okrog, vse Prosim, Mihi, za spektakularen uvod. Rad bi bil bi jabolko, jabolko rdeče, rad bi bil bi jabolko, ali klenineče. Zatrgaj se, jabolko, kamo tebi drago, samo temu ne trgaj, koga nemaš rado. Rad imel bi jabolko, jabolko rudeče, rad imel bi jabolko, ali k meni neče. Ker in sanja rožmarin, bom te ve zakaj, kdo je mrtva senca mladini, Kdo dela svoje. Rad imel bi jabolko, jabolko rdečem, rad imel bi jabolko, ali meni neče. Rad bil bi jabolko, jabolko rdeče, rad bil bi jabolko, ali meni neče. Rad bil bi jabolko, ali k meni Hvala lepa. Čau. Zorijo hruškice, zorijo hruškice, zorijo hruškice, povsod. Zelenke, rumenke, rjavke, tepke, setniške, mokarce, kongresnice, vrhančanke, putrne, šivovke, rožmarince, fajfarce, drobnice, jajčnice, štule, prsedovke, pšeničnice, ipavke, ledarce, trnovke, špehule, vodenice, usranke, usranke, rančevke, bržniške, medgane, jakobove, To je le nekaj od 36 različnih vrst hrušk, ki so jih nekoč in precej sort še danes gojijo na belem. Zdaj pa prosim gospoda župana, da se mi pridruži na odru in tudi gospoda Ločniškarja. Podelili bomo namreč priznanje v kategoriji javne površine. Lastniki štirinožnih prijateljev z navdušenjem pripeljejo svoje kosmatince v novo urejen in ograjen pasji park. Park je umeščen na zeleno teraso ob reki Sori v zavetju mogočnih vrb žalujk, ki ustvarjajo senco in omogočajo kvaliteten pobeg pred poletno vročino in žgočim soncem. Park je dovolj velik za razigrano tekanje psov in hkrati mirno posedanje njihovih lastnikov.
Pohvalno je, da je na območju dovolj košev za pasje iztrebke in pitnik, ki psom omogoča osvežitev po igri in napornem teku. Na voljo pa je tudi košara s pasjimi igračami. V parku je možnost parkiranja. Celoten prostor je redno košen in čiščen. Aha, gospod župan, jaz sem pa nekaj razmišljal, samo majčken. Sem gruntal v tistemu predlogu, lobby recimo z lokalom tržnica Kofe ali pa dorekli kaj okrog tiste fontane tam v parku, da bi imeli fontano čaja pa, kaj se vem, čaja z dodatkom, a ne, sej, mogoče jim pa lahko kakšno koncesijo date, a ne, ali pa še boljš pozim, fontana nagrajenega kuhanega vina in nagrajenega čaja, ne. Zunga tekmovanja, no, ki ga sicer lansko let ni bilo, ne, ampak drugače pa bi bil to genau dober projekt za kakšen razpis lokalne akcijske skupine za mesto in vas, recimo. Ali pa če se glih na tržnic, vas pa mesto srečata, ne. A ja, noč smo zdaj. Ja, sej vem, zato pa sam vam govorim. Ja. Dragi gledalci in gledalke, čas je za kratki oglasni blok, da mi tlele do konca dorečemo, a ne. Ekskluzivno Poldetovi pasji poljubčki in od Monike Vegi pasji poljubčki. Ekskluzivno na pasjem parku v Medvodah. No, zdaj pa vi sam še tele obrazložitve spustaj, se moram pa županom nekaj zmeniti. A bilo možno tam dobiti v pasjem parku eno prodajno mesto za tele pasje piškote, recimo? Kljub številnim lastnikom stanovanj v bloku, njihovim različnim interesom, željam in predstavam, v bloku na Škofjeloški 19 v Preski uspešno skrbijo in urejajo celotno okolico bloka. Blok je obdan z okrasnim grmičevjem in barvitimi cvetličnimi gredicami, ki do izraza pridejo celo leto. Zasnova okolice in izbira zasaditve odražata skrb stanovalcev za lepoto in kvaliteto bivanja v skupnosti. Okolica stanovanjskega bloka številka 19 je tako lep primer, kako se nekaj da, predvsem če je želja in volja za to. Športna dvorana Medvode z novo barvno preobleko. Oranžno je zamenjala značilna medvoška modra barva, izstopa svojo dominantnostjo iz okolice. Svojo urejenostjo vabi obiskovalce in aktivne udeležence, da jo redno obiskujejo. Kljub temu, da gre za objekt z veliko okoliško površino, je ta redno vzdrževana. Prav tako so drevesa in grmovnice redno negovane. Nova pa je tudi zasaditev trajnic vzdolž celotne dvorane. V letošnjem letu je bil zamenjan napis, ki označuje ime dvorane. Oranžno je zamenjala modra. Modra pa se nadaljuje tudi v notranjost, ki je bila med poletnimi počitnicami svežo barvo osvežena. Odpadlo listje redno odstranjujejo, skrbijo za to, da pred objektom vedno plapolajo 3 urejene zastave, kar je le pika na i. Da si letos priznanje za urejenost med javnimi objekti zasluži prav športna dvorana Medvode. No, pa ne že spet, no, tole priznanje bi pa res rad v rokah držal, no. Kar pejte brez mene naprej. Kelnerina miza, par niso minije. Vsi smo jih vzeli, smo videli, sam, da se nam pije. Človek, kar šokiran, ko se to košta. Sploh tako, kar vsak od nas pozna, pa žre doma. A specialiteta iz pripeličih jajčk. Šnicel na zeliščem postelc, pa vsirov srajčk. A vampe, a bajmoht, a bzele pa klobasa. In ben hudič ni videl, kva bi zbral, da potegnu asa. Ljubezni ena, ljubezni 100, ještě mi ti sta, ti me pa to. Izbrala sva dober, plačala drago, zdaj pa počakva še mal, da vidva kva bo.
da vidva kva bo. En idiow del stol bosan par piač, eden ni naročil neki bel po domač. En se mala fnov, dokler ni račun prišel. Jaz sem pa kad zmeri svoja klasika izbral. Pičenka je imela sicer dlake žena po zim, pa sej tak šlo se skozi laven, da nagovorim. Ti pravijo, da so dobar zbral, ti pa za en drek. Jaz svoj žen sem zjutraj djal, lej, si zilbiznija, to tak. Si zilbiznija, to tak. Ljubizni ena, ljubizni sto, ještě mi ti sto, ti me pa to. Izbrala sva dobar, plačala drago, zdaj pa počakva še mal. Ljubizni ena, ljubizni sto, ještě mi ti sto, ti me pa to. Izbrala sva dobar, plačala drago, zdaj pa počakva še mal. Da vidva kva bo. No, to je to prav naslov. Ljubezen. Vsi so šli, malo pridejo pa grejo, družiti se ne smemo. Kaj imamo še dva nagrajenca? Dežela smo njeni ljudje. Že res, kaj vse je turizem? V prvi vrsti pa so turizem ljudje, ki skrbijo za naravno in kulturno dediščino, ki delajo zgodbe, tudi kulinarične, ki ustvarjajo 5-zvezdične destinacije in seveda, ki so gostoljubni. Posebno priznanje Turistične zveze Medvode za aktiven doprinos pri razvoju turizma v občini Medvode prejmejo. Turistična zveza Medvode podeljuje posebno priznanje Ireni Smole za aktiven doprinos pri razvoju turizma v občini Medvode. Irena Smole je dolgoletna članica Turističnega društva Smlednik, ki že dolga leta skrbi za vsa pisarniška dela in prijavo na različne razpise in potem tudi pripravo poročil in zahtevkov. Hkrati pa skrbi, da je vse v skladu s pravili in zakoni, ki urejajo prostovoljno delo. Poleg vsega opisanega dela je tudi nepogrešljiva pri vseh promocijskih aktivnostih svojega turističnega društva in Turistične zveze Medvode. Hvala Ireni za vas prosti čas, ki ga je in verjamemo ga tudi še bo vložila v delo na področju turizma v Medvodah. Turistična zveza Medvode podeljuje posebno priznanje mladim turistom iz Turističnega društva Pirniče, Luki Pezdirju, Lauri Militarov in Ani Brank za prve uspešne resne korake pri razvoju turizma v občini Medvode. Na mladih svet stoji. To še kako drži pri 3 nadobudnih, zelo mladih članih Turističnega društva Pirniče, ki jih je pod svoje okrilje vzela Anica Boštjančič. V 4. razredu so bili del turističnega krožka na osnovni šoli Pirniče in se skupaj z mentorico prijavili na projekt Turistične zveze Slovenije. Turizmu pomaga lastna glava. Ravno v času, ko bi morali predstaviti svojo projektno nalogo, je vse skupaj preprečila epidemija koronavirusa in svoje naloge niso mogli predstaviti komisiji. Je pa ostala velika želja po sodelovanju v Turističnem društvu Pirniče, kjer sedaj ustvarjajo novo zgodbo. Zgodbo o prostovoljstvu. Zmago na kuhanju telečje obare na prireditvi Zdravo z naravo, pa tudi zgodbo v kulinariki. Zdajle sem se spomnil, a veste, ker sem prej našteval, zakaj bi mogla občina Medvode postati kulinarična destinacija Slovenije. A veste, zakaj se enemu delu Pirnič reče na telečjem? Zato, ker je menda tele berača pojedlo. Tele je pojedlo berača. No, jaz bom pa zdajle tole sceno pojedel do konca, ker smo prišli do konca, a ne? In pa sem še voditeljico izpred 2 let poklical, pa ji svoje povedal. Madonna, brez folka, brez futra, no, dobro, futra nekje je. O, žemeljce.
rdeča nit naše ponudbe, predvsem te lokalni dobavitelji, oziroma da mi potem tudi proizvedemo eno kakovostno hrano v tem okolju, oziroma da ponudimo na Korožniku eno kakovost, ki jo lahko dobimo od lokalnih dobaviteljev. Kmetija Mis, od njih dobivamo skuto pa jogurte, potem kmetija Malenšek imamo sire njihove lahko, zelenjavo je kmetija Mihevci iz Goričan, potem imamo še kmetijo Zavrl iz Medenga, tam dobivamo žita vsa oziroma moko, ker ima svoj mlin pa jajca, tako da probamo pokriti čim večji spekter naših jedi. Imamo pa še lokalnega dobavitelja jabolčnega soka, se pravi, to je pa kmetija Pr Andrejc. Prilagajamo se predvsem sezoni, če se le da, imamo določen jedilnik sestavljen, ki je lahko čez celo leto, drugače pa predvsem prilagajamo sezoni.